V tej epizodi s tabo delim, kaj je tista največja napaka, ki jo vidim, da jo podjetniki in podjetnice delajo ob kreiranju nekih brezplačnih vsebin in kako jih lahko tudi boljše izkoristijo, tako da ne bodo šli do izčrpanosti, preobremenjenosti in vseh teh zadev, ampak bodo v bistvu veliko dajali in pa hkrati tudi veliko prejemali. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Med podjetniki velikokrat opažam, da so zelo radodarni. Vse ti, s katerimi se jaz družim, velikokrat so definitivno je radodarnost tista ena izmed vrednot, ki jih imajo. Ampak kaj pa to pomeni tudi hkrati, da v bistvu nimajo optimizirano tega, da veliko dajejo, oziroma te radodarnosti. Ok, zdaj se to malo hecno sliši, samo počakaj, da ti razložim. Zdaj, če veliko dajemo v stilu, da je vse brezplačno, to je ena taka napaka, ki jo veliko vidim, da se dogaja, da se torej veliko razdaja brezplačno, ampak to v bistvu ni vnaprej premišljeno, oziroma ni strateško zastavljeno, kako bomo veliko dajali in potem imeli tudi priložnost veliko prejemati. Ali pa na drugi strani, da se podjetniki pa podjetnice samo dajajo brez nekega načrta. Da imajo, saj to še imam, pa lahko še brezplačno podarim, ker mogoče je to tudi eden izmed problemov, da mogoče nekako na podjetniški sceni oziroma v družbi nekako velja, da moraš imeti tudi freebie, brezplačno darilo, da se prijavijo na tvojo mailing listo in da to pač je nujno, kar moraš imeti. In seveda je fajn imeti torej darilo, ki ima smisel, ki ima načrt, ker če imaš darilo, ali pa brezplačno ponudbo, ki ni strateško pripravljeno, ali pa samo daješ, pa sploh nimaš načrta in pričakuješ, da sej bodo enkrat pa že bom dobil nazaj, potem je zelo verjetno, da to vodi do izčrpanosti, da so rezultati slabši, da imaš potem občutek nemoči, tiste izpraznjenosti, mogoče celo že obupanosti, ker toliko daješ in potem se ti nič ne povrne, da si rečeš, ok, pa kam to vodi, In pa definitivno verjetno tudi pomanjkanje časa, ker zato, da veliko dajemo, nam lahko vzame tudi veliko časa, energije, kar pa mislim, da bi za vsakega podjetnika oziroma podjetnico mogla biti ena izmed tistih top vrednot oziroma tistih top stvari, ki jih ohranja oziroma ki jih nikakor ne želi nekako kar tako trošiti, ker vsi vemo, denar lahko na vsaki točki zaslužiš več, čas, energijo pa težko kar tako dobiš nazaj. Tako da to je res se mi zdi, vsaj zame, ena izmed tistih vrednot, ki jih več ne delim kar tako. Zdaj, zakaj je mogoče darilo brez strategije napaka? Verjetno poznaš katerega podjetnika ali pa podjetnico, ki že ima takšno darilo brez načrta in veliko daje, nima pa rezultatov. Zdaj, mogoče si to celo ti, ali pa imaš v svoji podjetniški bližini kakšnega podjetnika, podjetnico, ki verjetno najdeš, da pač to res ne deluje. Ker, če bi to zmeraj delovalo, da veliko daješ, pa potem tudi dobiš, potem bi tudi ti, ki veliko dajali, tudi dobili nazaj. Zdaj, ne govorim, da nikoli ne dobiš in da ne smeš dajati, ne narobe razumeti, daleč od tega. Jaz definitivno priporočam, da smo radodarni, ampak da zraven radodarnosti seveda skreiramo tudi priložnosti, da lahko potem prejemamo nazaj in da ne prepuščamo vse samo naključju ali kako se bo pač zgodilo. Ti mogoče delim eno zgodbo, ki sem jo imela v bistvu 10+ let nazaj, ko sem začenjala podjetniško pot. Takrat vem, da jaz po naravi sem že zelo radodarna.
v stilu, da lahko, da sem dajala veliko tudi svojega časa brezplačno ali pa tudi kakšne storitve, kdaj pa kdaj naredila kot bonus ali pa celo brezplačno in tako naprej. In veliko krat sem potem slišala od drugih, a ne, ali večinoma tistih, ki niso na podjetniški poti, da sej za to bi pa jaz lahko računala, zakaj pa tega ne prodajam, pa da to pa je res brez veze, da dajem brezplačno in tako naprej. Ampak sem nekako hitro potem ugotovila, da v bistvu ta radodarnost je vrhunska v podjetniški poti in to, da daješ ljudem, sploh če si takšen tip človeka, tudi tebe osebno lahko polni, a ne? Ampak ima seveda ta radodarnost tudi neko svojo mejo, ko je pa treba reči, poskrbeti tudi zase, bom tako rekla, a ne? Da ne pridemo do razdajanja in da sploh v bistvu ne naredimo neke priložnosti oziroma prostora, da bi potem tudi kaj nazaj dobili. A ne? Ker to potem vodi seveda do izčrpanosti in vse tisto, kar smo prej govorili. In dejstvo je, da smo podjetniki in pa podjetnice 100% odgovorni za vse rezultate. Mogoče se bo to slišalo zelo strogo za marsikoga, ampak dejstvo je, da smo odgovorni za vse rezultate in preden prej to odgovornost sprejmemo, prej bomo lahko vse tudi izboljšali, ne? To pomeni rezultate, ki nam prinašajo denar, oziroma v plus in pa tudi v minus, a ne? Kar to pomeni, če napeljemo na to, kar sem zdaj govorila, ne? Če smo mi radodarni in se razdajamo brez meja in tako naprej in smo potem izčrpani in je rezultat to, da smo izčrpani, da smo na dnu, da nimamo rezultatov, da nimamo dovolj denarja, da bi plačali položnice in tako naprej. Dejstvo je, da smo za to odgovorni, koliko, mogoče se sliši to zdaj zelo ostro, ampak smo odgovorni sami. Mi smo dajali, mi smo se razdajali, mi nismo rekli ne, a ne? In preden si postavimo te meje, prej bomo v bistvu sploh si dali prostor, da potem lahko v svoj sistem damo še kaj drugega, oziroma da se tudi pač potem ta cikel, a ne, ko dajemo, da se tudi odpremo za to, da potem lahko tudi nekako dobivamo nazaj, a ne, da se lepo ta cikel dajanja in prejemanja zaključi oziroma gladko teče. In zdaj, če si predstavljamo nekega radodarnega podjetnika, ki ima velik vpliv in pa uspešen posel, a ne? Torej, ki postavi jasno svoje meje, ki reče ne, ki veliko daje, se pravi, je radodaren, ima veliki vpliv in pa uspešen posel. Kaj se s takim podjetnikom oziroma podjetnico dogaja? Še vedno je lahko radodaren, a ne? Še vedno lahko živi to svojo avtentičnost, če je pač to za njega smiselno, da veliko daje, ampak se hkrati, ko ima enkrat ta sistem, se pravi strateško postavljeno darilo, brezplačno ponudbo, da torej veliko daje, ker daje veliko vrednosti s tem darilom, ampak hkrati pa tudi prejema, zaradi tega, ker je to darilo strateško postavljeno. In ker tako deluje, dobi veliko časa nazaj, veliko energije, kar pomeni tudi, da dobi veliko inspiracije. Da običajno je taka oseba potem tudi kreativna, da ima ideje in tako naprej. In s tem seveda, če imaš tako strateško postavljen freebie oziroma darilo, pomagaš tudi strankam oziroma potencialnim strankam, tistim, ki bodo nekoč postale tvoje stranke, pa tudi tistim, ki nikoli ne bodo postale tvoje stranke. Kam pa to vodi? To pa v resnici vodi tja, da v bistvu potem spreminjamo mi svet. Da pomagamo tudi tistim, ki mogoče ali se nam zdaj ne morejo privoščiti, ali v bistvu rabijo samo ta delček, ki mi ga brezplačno damo in tako naprej. In seveda je to vse možno, če imamo mi to darilo, freebie, brezplačno ponudbo strateško postavljeno, da naravno potem vodi tudi v nakup. A ne? In zdaj, kako ustvariti takšno darilo, ki bo dejansko imelo ogromno vrednosti za stranko in hkrati naravno vodilo v nakup. Še enkrat ponovim, ker tukaj ravno v tem ciklu je prostor za to, kar sem že prej govorila, da se zaključi to veliko dajanja in pa veliko prejemanja.
a ne. Se pravi, darilo, ki je zastavljeno tako, da ima ogromno vrednosti za naše potencialne stranke in jih pripelje do nekega določenega rezultata ali celo transformacije, prve transformacije, bo torej brezplačno in bo njim dajalo ogromno vrednosti. Tiste ta prave stranke pa bodo potem jih naravno peljalo tudi naprej, da se odločijo potem za nakup ponudbe, ki je pač smiselna. In s tem potem se zaključi krog, a ne, ker bomo mi potem nazaj dobili tudi finančna sredstva oziroma bomo pridobili tudi nove stranke. In zdaj, če si predstavljaš, ko si enkrat zastaviš strateško tak sistem, potem ti to deluje na avtopilotu čisto avtomatsko. Zdaj, kakšni so pa koraki, da skreiraš takšno darilo? Najprej to večina preskoči, ker gre najprej razmišljati, ok, kaj imam, pa kaj lahko brezplačno dam. Ampak prvi korak pri tem je, da strateško načrtujemo darilo in da načrtujemo za nazaj. Torej, da začnemo, kaj je cilj, in potem strateško načrtujemo darilo. Drugi korak je potem, da ta darilo tudi skreiramo, pri čemer moramo paziti, da v bistvu prejemnike ne preobremenimo, ampak da pač jim damo veliko vrednosti, da imajo transformacijo, da imajo rezultate, a ne, ampak da jih ne preobremenimo. Zakaj? To si lahko tako predstavljaš, lahko si predstavljaš tudi kot nek tester, če je smiselno to v tvojem poslu, a ne, ampak če jih preobremenimo, potem to darilo seveda naravno ne bo peljalo naprej. Ne pomeni pa tudi to, da je to darilo zdaj neka manipulacija, pa da potem bojo to zdaj vzeli, pol bomo pa jih zmanipulirali, da pač morajo še naprej kupiti, če želijo priti do rezultata. Torej, to darilo v bistvu ima vrednost samo zase. Ne? In potem, ko imamo to darilo skreirano tudi, ga moramo tudi bolj učinkovito predstaviti. Tukaj velikokrat vidim, da podjetniki potem padajo, da se jim ne da narediti učinkovite strani, ki bi res dobro potem predstavila to darilo in ga tudi konvertirala, a ne, da bi se veliko jih prijavilo. Ker pač rečejo, vse to brezplačno, vse je dovolj, če je en obrazec pa naslov, a ne. Ampak ni fajn, če si želimo zgraditi en taki avtomat, ki bo res deloval tudi v bodoče. In ko imamo vse to postavljeno, potem v bistvu je potrebno še skomunicirati skozi maile, družabna omrežja, lahko tudi oglase, sodelovanje in tako naprej, da se razširi v bistvu glas o tem tvojem novem darilu. In seveda je potem zelo smiselno, da se naredi tudi avtomatiziran sistem za pridobivanje novega občinstva oziroma leadov. In zdaj si lahko, če pogledava čisto na kratko, kako to poteka, torej, ti imaš neko fantastično brezplačno darilo, na katerega se potencialne stranke, novi obiskovalci in tako naprej, spletne strani, prijavijo z svojim mailom, v zameno dobijo to darilo, ni nujno, da je samo PDF, obstaja cel kup različnih zadev in ne se fokusirati na sam format, ampak je bolj pomembna vsebina. Glede na vsebino se potem izbere ta pravi format. Torej, nekdo se prijavi na to tvoje darilo in to darilo ga potem naravno vodi v nakup. To seveda ne pomeni, da vsi, ki bojo sneli to darilo, da bojo tudi 100% opravili nakup, ampak nekako bo pa to naravno jih vodilo potem v določeno ponudbo. In zdaj, če si predstavljaš, da imaš v svojem poslu en tak sistem, si lahko predstavljaš, koliko lažje je potem, ko enkrat zastaviš ta sistem, pridobivati stranke. Veliko, veliko lažje, ker to potem deluje na avtopilotu, brez da ti karkoli delaš. Seveda je fajn, da si nekako, da imaš aktivnosti, da zmeraj znova prideš pred novo občinstvo, ampak enkrat, ko prideš pred novo občinstvo, pač imaš potem že lijak oziroma že imaš sistem, ki ogreva tvoje potencialne stranke in jih vodi, da postanejo tvoje stranke. Zdaj, če seveda si želiš malo pohitriti ta proces in želiš ustvariti svoje darilo, jaz ga poimenujem darilo 2.0, to je pač napredno darilo, ki dejansko potem tudi vodi
od obiskovalcev do strank. Če želiš, da te vodim, da ti pokažem, kako skreirati to darilo, in zraven prihraniti, če želiš prihraniti čas, sem ti pripravila tudi vse template, ki jih potrebuješ, od tega, kako vizualno predstaviti darilo, do tega, kako ga oblikovati in vse to. Potem bom pustila link do tega mini programčka spodaj v opisu te epizode. Zdaj, če me gledaš na YouTubu, je spodaj v opisu, če poslušaš, pa je tudi na kateri izmed podcast platform, pa bo spodaj v opisu tudi link do tega darila, kjer lahko pogledaš, torej darilo 2.0, kjer ti torej res po korakih pokažem, kako lahko za svoj posel ustvariš tako darilo, ki ti bo potem nenehno ogrevalo, prinašalo stranke in tako naprej. Tako da, evo, to je z moje strani zaenkrat to. Se vidimo v naslednji epizodi oziroma poslušamo. Bom pa zelo vesela, če mogoče ime ali pa idejo za svoje darilo pustiš spodaj v komentarju, pa bom z veseljem pogledala in ti pokomentirala, a si tudi na pravi poti. Tako da, srečno in uspešno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.